Lep pozdrav, spoštovane demokratke in demokrati, spoštovane športnice in športniki. Ni velikih in malih, so samo dobri in slabi. In najbolje se to vidi, da so samo dobri in slabi tudi ob menjavi oblasti v Sloveniji. In tudi zato v Evropskem parlamentu mi zmoremo z 7 glasovi narediti ogromno. Narediti zato, da se ustavi masovno odpuščanje delavcev v Evropi. Kajti to, da je v Sloveniji 200 podjetij, ki so šle v stečaj, to, da nihče ne išče rešitev, ampak da se pogovarjamo samo o socialnih transferih, seveda to je tudi evropsko vprašanje. In verjamem, da za svojo vztrajnostjo, z znanjem in z izkušnjami lahko tudi na tem področju nekaj naredimo. Da rešimo vprašanje jutrišnjega razvoja, gospodarskega razvoja. Kajti na tem temelji zdravstvo, na tem temelijo pokojnine in vse, kar iz tega izhaja. Evropa je naš dom in jaz se še zelo spomnim sivih vrat v vzhodnem Berlinu. Zelo se spomnim, kaj je pomenilo, ko smo kot kriminalci prehajali čez mejo, zato, ker smo sploh čez mejo šli, da smo se identificirali. In spomnim se tega, kako so ljudje iz trdega vzhoda na zahod gledali razkošje. In danes slavi Evropa, 19 najbolj razvitih držav v Evropi, slavi padec železne zavese, slavi padec komunizma, slavi seveda novo življenje. In mi se moramo zavzemati, da bomo sestavni del te razvite Evrope, te večinske Evrope, kajti korak nazaj je škoda za vse nas. Na področju zdravja pa je nadaljevanje, nujno nadaljevanje na področju, ki se mu reče obvladovanje raka. Danes sem govorila z mojo bivšo sodelavko, ki je največ naredila v Evropi za to, da smo imeli rak kot politično temo. Zakaj vsak 4. Evropejec danes boli za rakom? In ironija je v tem, da je pred 2 meseci ji mož zbolel za rakom. Ženski, ki je trdo delala 2 leti za to, da se ta tema privede v vrh Evropske unije. In se je. In tudi v zahvalo našemu predsedniku Janezu Janši, ker je vztrajal pri tem. In naše zavzemanje mora biti tudi zato, da je mir, ki ga imamo v Evropi, nekaj vreden, da ni samoumeven, da ne stokamo, da se borimo tudi takrat, ko nam je mogoče malo slabše. In skupaj se lažje borimo za boljšo prihodnost, za to, da bo imel človek svoje dostojanstvo, da bodo imeli mladi priložnost za delovna mesta, da bodo v Sloveniji gorele lučke po vseh vaseh in da Slovenija ne bo samo eno mesto, ampak da bo kot sestavni del Evrope cela poseljena. In vsi skupaj mi z vašo energijo, z vašo pomočjo to zmoremo.